Živjo, moje ime je Sabina in prihajam iz Zavoda REA ter sem koordinatorica projekta DigiKompas, Centra za digitalne in multimedijske kompetence nevladnih organizacij. V naslednjih nekaj minutah vam bomo predstavili naš projekt. Projekt DigiKompas je nastal iz dveh razlogov. Prvi razlog je ta, da danes digitalizacija ni več obrobna tema, ampak določa, kako nevladne organizacije sploh vstopajo v javni prostor do svojih uporabnikov in kako svoje vrednote predstavljajo širši skupnosti. Torej, ali znajo nevladne organizacije ob svojem delovanju zaščititi podatke svojih uporabnikov, se suvereno predstaviti javnosti, pa tudi ali imajo manjše nevladne organizacije, ki so neprofesionalizirane in delujejo predvsem na prostovoljni bazi, dovolj znanja, veščin in izkušenj, da svoje delo prevajajo v dobre in kakovostne multimedijske in digitalne projekte. Veseli nas, da je Ministrstvo za javno upravo prepoznalo kakovost našega projekta. Projekt DigiKompas temelji na 3 vsebinskih stebrih. Prvi steber je vsebinska podpora nevladnim organizacijam pri digitalizaciji, drugi steber sestavljajo praktična usposabljanja za pridobivanje digitalnih kompetenc, tretji steber pa je namenjen multimedijski podpori. Projekt DigiKompas sestavljajo 4 vsebinsko različne, a vseeno sorodne nevladne organizacije, ki prihajajo iz različnih koncev Slovenije. Zavod Razvoj Maribor prinaša v projekt izkušnje dela z ranljivimi skupinami, s tem pa tudi poudarek na dostopnosti digitalnih storitev. Zavod Razvoj kot organizacija deluje na različnih področjih, od kulture, umetnosti do gospodarstva, v kontekstu seveda invalidov oziroma centra za zaposlitve invalidov. Spekter delovanja te invalidske organizacije je zelo raznolik. Se pravi, od neke narave, ekologije in čebelarstva do lesne proizvodnje, umetnosti in paragledališča z lutkovnimi predstavami in v zadnjih 2-3 letih tudi z delavnicami digitalnega opismenjevanja za invalide oziroma predvsem za invalide. Konkretna zgodba je v bistvu po eni strani razvoj te platforme DigiKompas, premišljevanje oziroma analiza stanja digitalnosti, digitalne opismenjenosti oziroma same uporabe programske opreme v polju invalidskih nevladnih organizacij oziroma potem tudi priprava nekih delavnic, izobraževanj in mentoriranje teh izobraževanj za te invalidske organizacije, se pravi za nek dvig digitalne opismenjenosti. Zavod REA v projekt prinaša izkušnje z področja odprte kode, izvajanja delavnic ter digitalnega opismenjevanja. REA sem ustanovil leta 2022, ko sem iskal neko novo pot. Ukvarjamo se predvsem z promocijo odprtokodne skupnosti. Naš cilj je, da ima vsak uporabnik možnost dostopa do prosto dostopne opreme, programske opreme in strojne opreme in da spozna odprtokodne rešitve, ki so prijazne uporabnikom. Studio 12 v projekt prinaša izkušnje z multimedijskega področja, z področja izdelave video vsebin, vodenjem izobraževanj ter tudi multimedijske podpore. Nevladni sektor ima izjemne vsebine, veliko dobrih aktivnosti, vendar v tej poplavi informacijskih tokov enostavno to, kar počnejo, ne pride v javnost, ne pride v zavest družbenega prostora. Posledično smo preprosto ugotovili, da je tudi na tem področju treba nekaj napraviti. Namreč nevladne organizacije dejansko nimajo virov, nimajo potencialov, da bi lahko ustrezno parirali temu morju različnih informacijskih tokov. Vloga Studia 12 v tem kontekstu je v prvi vrsti priprava delavnic, izobraževalnih delavnic na področju razvoja multimedijskih kompetenc, drugo podpora pri raznih dogodkih, produkcijsko, to pomeni od priprave oziroma podpore pri pripravi raznih prispevkov, potem živih prenosov in tretji element pa je v bistvu biti ob strani vsem tistim, ki pripravljajo neko informacijsko strategijo oziroma neko medijsko strategijo vstopa v prostor, s katerim bi radi predstavili te svoje kvalitete, svoje vsebine, svoje projekte, na katerih delajo.
Društvo Rampa pa je močno na področju neformalnih izobraževanj, kibernetske varnosti in digitalne suverenosti ter etične in varne rabe sodobnih tehnologij. Društvo Rampa je nevladna organizacija, ki deluje na preseku znanosti, umetnosti in novih tehnologij. Ukvarjamo se z neformalnim izobraževanjem, ki je namenjeno otrokom, mladini in tudi odraslim. Neformalno izobraževanje je ključno pri dvigu digitalnih kompetenc, ki pa je tudi ključno potem pri digitalizaciji nevladnih organizacij. Torej, če mi dosežemo, da dvignemo nivo znanja nevladnih organizacij v digitalnem svetu, pomeni, da bojo bolj kritično razmišljali pri izbiri operacijskih sistemov in programske opreme. Če bojo zaradi tega nevladne organizacije pokukale iz zaprtokodnega mehurčka v odprtokodno programsko opremo, smo naredili veliko. Društvo Rampa sodeluje pri projektu horizontalno, kar pomeni, da sodelujemo aktivno pri vseh fazah projekta. Aktivnosti, ki jih pa mi vodimo in bi jih izpostavil, se pa postavitev spletne strani, svetovanje in usposabljanje nevladnih organizacij. Torej skupaj sestavljamo konzorcij, kjer v ospredju niso zgolj tehnologije, temveč varna in suverena digitalizacija nevladnega sektorja. Nevladne organizacije imajo veliko potrebo po digitalizaciji, nimajo pa kadra, znanja in resursov. S pomočjo projekta DigiKompas bodo pridobili na digitalnih kompetencah, kar jim bo olajšalo proces digitalizacije. Pri digitalizaciji je edini smiseln korak vzpostavitev digitalnega središča za nevladne organizacije, ki omogoča vse, kar smo prej našteli. Naša želja za prihodnost je, da projekt DigiKompas ne ostane le projekt, ampak se razvije v podporno platformo za nevladne organizacije na področju digitalizacije in multimedijskega ustvarjanja. Da postane prostor, kjer se nevladne organizacije srečujemo, izmenjujemo izkušnje, delimo znanje ter si pomagamo na poti do vključujoče informacijske družbe.